To leto je bilo v marsičem leto razmišljanja o korupciji. Na nek način se je začelo s tem in se tudi zaključuje s tem. In mislim, da je na mestu razmislek, v kakšni družbi živimo, če celotna protikorupcijska komisija na koncu leta, ki se je začelo z nekim poročilom, ki je obremenilo dva ključna predstavnika slovenske politike, večkratnih in sistemskih kršitev protikorupcijske zakonodaje, konča z odstopom tovrstne komisije. Vmes se je veliko dogajalo še okrog bančnega sistema, njihove luknje zgodilo relativno malo, okrog upravljanja premoženja v državni lasti, veliko se je govorilo o korupcijskih tveganjih, zgodilo se je relativno malo. In tudi na drugih področjih je izplen v tem smislu enak. Ko rečem, da se je zgodilo relativno malo, ne govorim o tem, da se je zgodilo relativno malo strani nadzornih organov odkrivanja in pregona. Tukaj so napredki, so sicer počasni, nezadostni, vendar so napredki. Problem, ki ostaja, je v tem, da tisti, ki imajo škarje in platno vprašanje sistemske korupcije v Sloveniji, politizirajo in zelo malo naredijo za to, da bi se zadeve dejansko spremenile. Na koncu bom rekel še to, da ob mojem odstopu in odstopu dveh kolegov so mnogi ljudje rekli, da je najlažje oditi in vreči puško v koruzo. V koncu leta bi rad rekel, da je najtežje oditi in vreči puško v koruzo, če delaš nekaj, v kar verjameš in se pri tem zavedaš, da poti naprej ob takem institucionalnem okvirju in v takem okolju skoraj ničelne politične in pravne kulture ni več mogoče delovati. Leto 2014 se je začelo z optimizmom, končalo s pesimizmom. Verjamem in upam pa, da je tudi to naše zaključno dejanje, da bo prispevalo k temu, da bo mogoče leto 2014 bolj polno optimizma in da se bodo nekateri problemi začeli dejansko reševati.